Podjetje Aluminium Keti EMI iz Slovenske Bistrice končuje prisilno poravnavo. K uspešnemu koncu prisilke sta pripomogla predvsem dva dejavnika. Zaposleni so verjeli v podjetje ter ohranili kupce in dobavitelje. Lani pa je podjetje dobilo novega lastnika in postalo del ambiciozne poljske skupine Grupa Keti. Kaj pomeni vstop Poljakov? Novi strateški lastnik prihaja iz aluminijske branže, zato smo še prav posebej veseli, ker razume poslovanje in tudi našo dejavnost. V prvi fazi nam je prinesel finančno stabilnost in stabilnost v poslovanju, v drugi fazi pa skupaj usklajujemo oziroma delujemo na področju uresničevanja medsebojnih sinergij na prodajnem in tudi na nabavnem področju. Glavni izdelek podjetja so aluminijasti polizdelki in končni izdelki. Skoraj 4/5 proizvodnje izvozijo, zlasti v Avstrijo, Nemčijo, na Švedsko in v druge države EU. Njihovi najpomembnejši kupci so proizvajalci bele tehnike in pohištva, pa tudi družbe iz elektroindustrije in gradbeništva. Med njimi so Gorenje, BSH, IKEA, Electrolux in drugi. Najpomembnejši dobavitelj je Impol, sledi pa mu skupina Keti. Cilj skoraj 360-članskega kolektiva je pridobiti celostno mehansko obdelavo polizdelkov in izdelkov iz aluminija, želijo pa tudi postati Evropski center odličnosti za celostne tehnološke rešitve alukomponent. Moto postati center odličnosti izhaja iz leta 2006, ko, to pa moram zdaj s ponosom povedati, takrat je moderirala našo delavnico Team Building gospa Violeta Bulc in skupaj z njo smo kreirali to misel in zdaj takrat nismo čisto verjeli, da bi lahko to se kdaj uresničilo. Zdaj po dobrih 10 letih pa vidimo, da pravzaprav gremo v tej smeri. Tako da EMI se pojavlja na evropskem zemljevidu kot zelo pomemben igralec na področju eluksiranih površin, posebej specialnih površin. V EMI-ju načrtujejo prodor tudi v avtomobilsko industrijo in pridobivajo ustrezne certifikate. Ko smo bili v težavah, smo morali delati, zdaj, ko poslovanje teče, pa se trdo delo šele začne, še pravi generalni direktor Roman Stegne.